29.6.16 po kristjanskem koledarju 2016. Zakaj poudarjamo ta kristjanski koledar, povemo nekoč kasneje. Serija Ekotrip, Toš Mihael. Tematika tokrat spet solarni polnilniki. Spoštovana družba, včeraj po noči sem bil šokiran, ko sem na Facebooku našel povezavo do članka, ki opisuje, kako radiacija iz Fukušime zastruplja celotno morje in da je samo še vprašanje nekaj let, ko bo kontaminirano celotno morsko področje od oceanov do vseh ostalih morij. In dejansko tu je tisto, kjer se je človeštvo dalo avtogol. Kljub zavedanju, kljub znanju, da je možno elektriko pridobivati drugače, so se forsirali najbolj primitivni načini, kot je kurjenje fosilnih goriv, pridobivanje elektrike z nuklearnimi elektrarnami, ki pomenijo dejansko tveganje za popolni genocid celotnega planeta in tako naprej. In to lahko poudarjamo v nedogled, toliko bolj noro je vse skupaj ob tem, ko se je vedelo in se ve, kako se lahko elektriko pridobiva na zelo ekološke načine. In to je seveda s pridobivanjem oziroma pretvarjanjem solarne energije v električno energijo. Da si nekako zadovoljimo svojo vest, lahko pričnemo z majhnimi koraki, se pravi, da si solarno energijo napajamo uporabnike, kot so pametni telefoni, tablični računalniki, GPS-i, fotoaparati in podobno. In v enem izmed predhodnih Ekotrip videov sem že predstavil tale, tako imenovani real-time polnilnik. Postavi se ga na sonce, ima dva izhoda, se z njim lahko polni v realnem času. Sedaj pa sem svoj arzenal nadgradil za ta model. Kot vidite, imam že dva. Eden se bo nahajal v vozilu na armaturki, eden je mobilne narave. In tukaj pa gre za kombinacijo polnilnika real-time in tistega, ki lahko akumulira energijo. Se pravi, če v tem trenutku, ko je sonce tako učinkovito, da se ga da zelo dobro izkoristiti, pa denimo, da so naprave v tem trenutku polne, se potem človek lahko frustrirano ozira, zdaj bi se pa dalo polniti, ampak potrebe ni. No, takšne primere reši tovrstni polnilnik, ki ima integrirano baterijo. Se pravi, tukaj si lahko človek nabere energijo čez dan in jo potem po noči uporabi za napolniti svoje naprave. Se pravi, solarni polnilnik z baterijo. Lahko polni v realnem času, lahko polni potem kasneje preko baterije. Cena za takšne elemente, ki dejansko človeku potem, ko jih nekaj časa uporablja, odprejo v glavi marsikatero, oziroma odpravijo v glavi marsikatero energetsko zagonetko, so nizke. Tisti real-time polnilnik s 4 enotami je bila cena v Lidlu 39 €, 39,99 ali nekaj takega, se pravi 40. Ti ta manjši z baterijo, ki imajo še bolj sofisticirane sončne celice, pa stanejo 49,99, se pravi 50 €. In kot uporabnik tovrstnih naprav, da še enkrat poudarjam, ko jih človek nekaj časa uporablja, se dejansko prične v glavi odpravljati neka zakrknjenost. Če tudi gre, še enkrat ponovim, za tako male naprave, ampak jih pretežno držimo v rokah čez dan, mobilni telefon pametni, to si moramo priznati. No, v glavnem, če tudi gre za tako male naprave, za majhno količino elektrike, se z vsakim dnem več, ko se uporablja oziroma napaja na ta način, človeku odpravlja neko prepričanje, ki smo ga v preteklih letih imeli, in raste ekološka zavest. To vam povem na svojem primeru. Jaz zanimivo skozi te Ekotrip videe sem si to zavest in zavedanje dvignil že do te mere, da sem si seveda te naprave nabavil. Ko pa jih uporabljam, pa mi gre še mnogo hitreje. Tako neko zamenjava Egotripa z Ekotripom, če se na ta naš slogan oziroma mantro predstavim. Se
Sedaj smo naredili tako imenovani unboxing. Naprava je prvič vzeta ven, vidijo se celice. Vkolikor se sedaj vidijo, že polni, seveda na sonce. Zraven je USB kabel in lična škatla, učinkovita zadeva. In da sedaj za zaključek tega videa povem, kot rečeno, jaz se mnogo ukvarjam z fenomenom energija, in sicer na mentalnem področju razvijam algoritme za duševno, mentalno in psihološko zdravje, in pogosto je energija človeka tista, ki generira ali zdravje ali bolezen. In seveda je energija potem tudi elektrika. Naši možgani nenazadnje funkcionirajo z elektriko, če tako pavšalno rečem. In bolj kot sem se poglobil v te fenomene, v zdravstvene in bolezenske, bolj je pri meni zraslo zavedanje, da je temeljni problem sodobne civilizacije ravno energetiziranje. Če se vrnemo nazaj v tiste Tesline čase, ko je izvajal svoje eksperimente in definiral teorijo ter prakso, ko je naletel na tisto mino J.P. Morgan, in Teslov v narekovajih samomor na tem področju je bil brezplačna, prosta ali zelo nizko cenovna energija za vse. To seveda kapitalistom ni pogodu. In če se za zaključek tega ekološkega videa tokrat dotaknemo, večkrat rečem, da bi zdavnaj lahko imeli električna vozila, ki bi jih čez dan lepo parkirali na sonce, skozi sončne celice bi si polnili baterije, za te lokalne vožnje bi to zadostovalo povsem, ampak seveda naftni lobi tega ne bo dovolil, ker bo kakor dolgo se bo dalo forsiral, da kurimo fosilna goriva, onesnažujemo zrak, onesnažujemo okolje, nenazadnje črpamo dušo zemlje in jo kurimo stran. Skratka, zraven odpadkov je bistven element škodljivega egotripa in uničevanja planeta, človeštva in živega sveta v pridobivanju in razumevanju energije, in storimo to na individualni ravni, da se aktivira množica in da se dejansko pride do ekološkega pridobivanja in uporabljanja energije. Če za zaključek tega videa dodam, ko tako v Sloveniji pomislimo, da smo v tem obdobju sposobni za, če imam pravi podatek v glavi, 1,6 milijarde ali nekaj takega, graditi elektrarno, kjer se po štajersko rečeno štrom dela s kolnom, se pravi elektriko s kurjenjem premoga, potem smo res primitivci v tisti over kategoriji. Sam to zelo ostro obsojam. Zagotovo je šlo samo za interes kraje, kar je v Sloveniji prepogosto, in rečem, zamenjajmo škodljiv človeški egotrip s koristnim naravnim ekotripom. In zelo pomemben korak pri tej menjavi teh tripov je, da v čim večji meri prešaltamo na ekološko pridobivanje elektrike z uporabo solarnih celic, in če gremo še dlje in razmišljamo o Teslovih odkritjih, lahko razvijamo tudi slej ko prej pridobivanje elektrike iz kozmične energije na okolju zelo prijazen način. Na dosegu roke je, na dosegu pameti je, na nas je, da to udejanjimo. Zamenjajmo škodljiv človeški egotrip, ki narekuje uničevanje sveta, s koristnim naravnim ekotripom, ki narekuje ohranjanje, negovanje in zdrav razvoj sveta. Naj se zgodi in to takoj. Amen.